Marjan Horn, pesem Izgnancev. Prišli smo nazaj izgnanci, ki izgnani smo bili v tuje kraje v širnem svetu, ker Slovenci smo bili. Smo nasilno zapustili njive, polja, rodni krov. Dan za dnem smo hrepeneli, da prišli bi spet domov. Zdaj smo spet v domačem kraju. Srečni smo, ker smo doma. Pozabili pa ne bomo nam storjenega gorja. Doktor Tomaž Teropšič je nekoč dejal, da padli za svobodo in tisti, ki so trpeli kot izgnanci, begunci, taboriščniki, njihovo trpljenje ni bilo zaman. Spomin nanje bo živel tako dolgo, dokler bomo ohranjali spomin nanje tudi mi. Mi, še živeči izgnanci in begunci, smo obljubili, da naprej gojili bomo na vse vas spoštljiv spomin, saj smo ponosni potomci vaših korenin. Izgnanci in begunci so bili prve žrtve druge svetovne vojne. Letos avgusta je minilo 76 let vrnitve iz izgnanstva. Iz Šentjanža so izgnali v mesecu novembru in še v marcu 1942 1179 ljudi. Izgnali so jih. Mnogi se niso vrnili. Iz Karmelja so izgnali 99 ljudi. Izgon je bil 23., 24. in 26. novembra, dvakrat dnevno so vozile vlakovne kompozicije iz Reichenburga. Do Reichenburga so pripeljali naše ljudi, ki so se mogli po 2 urah urediti, pripraviti določene stvari, kar so zmogli, in priti v Šentjanž. Pred Štirnovo trgovino sredi Šentjanža so se nalagali na kamione in avtobus. Odpeljal jih je do Reichenburga. Tam so bile še druge stvari za urediti. Starši so dobili posebne dokumente, v katerih je bilo zapisano, kaj vse so zapustili v domači hiši. Te dokumente so dobili tik preden so odšli peš na železniško postajo Reichenburg, od koder je odpeljala kompozicija živinskih vagonov daleč tja v Nemčijo. Dvakrat dnevno so vozili tudi iz Šentjanža. To je bilo tisto prvo, nepozabno in hudo trpljenje naših ljudi, ko so zapuščali Šentjanž. Ob 60-letnici vrnitve iz izgnanstva in begunstva smo člani krajevne organizacije Društva izgnancev Karmel Tržišče leta 2005 postavili razstavo Karmel in Karmelčani v vojnih letih 1941–1945. Dolga leta smo pridno zbirali slike, dokumente in predmete, ki spominjajo na hude čase vojne, ter zapisovali spomine. Izdali smo knjigo spominov Še pomnimo, skupaj s krajevno organizacijo Šentjanž, huda leta v okviru koordinacije o krajevnih organizacij Društev izgnancev občine Sevnica in o naših dejavnostih v letih 1996 do 2005. Vsako zadnjo soboto v aprilu smo skupaj s krajevno organizacijo Šentjanž organizirali pohod od Murns do Tevč ob nekdanji nemško-italijanski okupacijski meji. Z vsemi temi dejavnostmi želimo ohraniti spomin na te težke čase in v opomin, da se ne smejo ponoviti. V Karmel so prvi nemški vojaki prišli 9. aprila 1941. Končno razmejitveno črto med nemškim in italijanskim okupatorjem so začrtali v Berlinu in tako je italijanska vojska zasedla Karmel šele
6. oktobra 1941. Po zimi 1941-1942 so nemški okupatorji ob mejni črti skozi gozd naredili 50 metrov širok losek, uredili obhodne poti in bunkerje, mejno črto pa leta 1942 označili z mejniki in zaprli 4 metrov široko žično pregrajo in zavarovali z minskimi polji. Nastala je okupacijska meja. Na Črni Mlaki, v Hincah, na Vrhku, na Tevčah, na Kalu so postavili opazovalne stolpe. Maja 1941 so nemške oblasti s posebnimi komisijami rasno in politično ocenile vse prebivalstvo na obmejnem pasu južno od Save. Ugotavljale so, kdo je arijskega porekla. Po načrtih in seznamih, pripravljeni že pred vojno, so začeli že aprila 1941 izganjati politično, narodno, neustrezno prebivalstvo spodnje Štajerske, Gorenjske, Koroške. Prebivalce so 20. oktobra 1941 obvestili, da jih bodo iz državno-političnih razlogov preselili v Nemčijo. Nacisti so iz Posavja izgnali 45.000 ljudi. Vseh naj bi 63.000, 17.000 jih je pobegnilo na italijansko stran. Iz Karmelja in okolice so izselili 99 oseb. Zbirno mesto je bilo pri bolnici v Karmelju, od koder so jih s kamioni in avtobusi odpeljali na Reichenburški grad. Tam so jim dali prevzemne protokole, to so dokumenti o prevzemu premičnega in nepremičnega premoženja, jim okoli vratu obesili tablice z evidenčnimi številkami in jih po nekaj dneh s transporti v živinskih vagonih odpeljali v tako imenovana preselitvena taborišča. Hitler je v Nemčiji organiziral okrog 400 izgnanskih taborišč v starih gradovih, opuščenih samostanih, zapuščenih tavernah in zasilnih barakah. V sobe polne stenic so natrpali po več družin, postelje so bile v nadstropja. Hrana je bila v skupnih kuhinjah, zelo skromna in enolična. Otroci smo hodili v taboriščne vrtce in šole, kjer so delale nemške vzgojiteljice in učitelji. Vsi starejši od 14 let so morali na delo na kmečka posestva, v obrtne delavnice, v tovarne ali k nemškim družinam kot služničat. Fante, ki so jim podelili nemško državljanstvo, so poslali na fronto, od koder se mnogi niso vrnili. Slovenci so morali izginiti svoje dežele, da so nacisti dobili prostor za naselitev kočevskih in drugih Nemcev na južni meji nemškega rajha. Naselili so jih na domove izgnancev. Po koncu vojne so zapustili naše domove. Letos mineva 76 let, odkar smo se izgnanci vrnili iz izgnanstva. Vlak s tovornimi vagoni nas je pripeljal na železniško postajo v Karmel na Jernejevo soboto 24. avgusta 1945. Naši domovi so bili izropani, hiše brez oken in vrat, s pomočjo sorodnikov in prijateljev smo zasilno uredili domove. Bili smo srečni, da smo doma. Z grenkimi občutki se spominjamo svojega trpljenja. Spominjamo se ga, da bi tudi mlade rodove utrdili v domoljubju, svobodoljubju, uporništvu do vsakega nasilja. Izgnanci smo kleni, pošteni, dobri ljudje. Če ne bi bili takšni, nas ne bi bilo več. To nas je ukalilo življenje v mladosti. In če ne bi takšni bili, kot sem rekel, ne bi danes več to zemljo. Vsi smo preko 80 let. Dali smo težko mladost skozi, to nas je ukalilo, nas je bilo skromne. Sam sem med njimi 3 mesece star dojenček v tovorne vagone, 50 mesecev v Nemčiji. Kako sem preživel v mamini prsih, se sam čudim, zato mi je vsak dan, še posebej zdaj na stara leta, dobrodošel, ga čestim, rečemo, to je čudež, da sem sploh še živ takrat ostal in da sem dočakal tako starost. In živim sproščeno, glede na to, da smo dali to skozi in potem, ko so prišli domov,
ni bilo kruha v šolah, če ga nisi doma imel. Vemo, kaj je kruh, znamo ceniti in zato vemo, kako je bilo težko in zato smo danes tukaj bolj zadovoljni, ker napram tistim, kar je takrat bilo, pa danes nam nič ne manjka in jamramo brez potrebe in se iščemo vzrok, da smo nezadovoljni med sabo, en do drugega, nemošljivost, ono tretje, ego je premočen. Psiha je tista, ki nam umirja, duh nam umirja. Spomini so težki, sam se spomnim po tej koncu vojne, ko sem že bil fantič v 5. letu, avioni, bombniki bombardirali, sipali, ATM nesel na rokah v bunker in tako naprej, da ne ponavljam to. Je bilo težko, te spomine, da sam da je veliko hodim po hribu, sam sabo razmišljam, rečem, Lojz, srečen si, dal si skozi, preživel si in zato to, kar ponavljamo mladim. Ne govorimo zato, da jamramo, kako smo mi bogi, ne. Zato, kako smo preživeli tiste skromna leta, težke čase in da naj jamrajo, jim nič ne manjka.